Javna podoba, ki jo imajo določeni vozniki v Formuli 1, pogosto ne odraža njihove vrednosti, njihove kvalitete, ki jo vidimo na koncu na progi. In kolikokrat se je že v zgodovini Formule 1 zgodilo prav to, da je bil samo na primer določen priimek tisti, ki je nekoga povzdignil, rezultati na progi pa so bili bistveno večje razočaranje. Eden izmed glavnih na tej tapeti javne podobe je zagotovo Lance Stroll. Koliko zgodb smo slišali o tem, kako mu je oče kupil sedež, oziroma kar celo ekipo, da lahko mladi nadebudni Lance dirka v Formuli 1. A tu je treba poudariti dve zadevi. Prvič to. Skoraj vsakdo v Formuli 1 je na začetku svoje kariere plačal, ali preko družinskega bogastva, pokroviteljev ali kakšne druge interesne skupine. Velikani, kot so Niki Lauda, na primer, so celo vzeli kredit na začetku svoje kariere, da so sploh lahko prišli v Formule 1. Mogoče se komu to ne zdi pošteno, ampak tako je bilo, je in verjetno tudi bo. In druga točka, kateri se moramo, upam, da strinjati vsi, je ta, da Lawrence Stroll je svojemu sinu omogočil živeti svoje sanje. Privilegiran je, da mu je lahko to omogočil, ima zadosti bogatstva, da se je lahko v to spustil. A to, da mu je pomagal, ni nič spornega, saj z mojega zornega kota ne. In tudi Lance sam po svojih rezultatih pač ni tako porazen, kot ga nekateri opisujejo. Res dela napake in to kakšenkrat tudi velike napake. A nič večje in nič manjše kot marsikateri drugi na začelju skupine Formule 1. Primerjajmo ga na primer z Magnusenom, Grosjeanom ali na primer Giovinazijem. Je Lance Stroll bistveno slabši od njih? Po mojem niti ne. In če si on ne zasluži biti v Formuli 1, si najmanj tudi tej zadnji trije ne zaslužijo, ampak vsak lahko presodi sam. A pojdimo še korak naprej. Poglejmo nasproten primer v Formuli 1, ki ga imamo prav vezan na to javno podobo. Robert Kubica. Seveda, tudi on ima finančno zaledje, ko je prišel Williams, drugače verjetno sedeža ne bi dobil. A tista podoba, ki so jo ustvarili mediji še pred začetkom sezone, je govorila o bajki, o pravljici, o velikem povratku v Formuli 1. Kaj so pokazali rezultati, vidimo vsi sami in ni tukaj krivda samo Williamsa, kateri je imel že drugo leto zapored slab zgrešen bolid. Tudi Robert ne dosega tistega, kar bi lahko. Pač vzroki so lahko mnogi, a to sedaj ni važno. Mnogi mediji ga še danes kujejo v zvezde in mu iščejo izgovore, čeprav sam mislim, da njegove kariere v Formuli 1 je konec. Z objektivnih razlogov in ne subjektivnih. A seveda to je spet moja ocena in kot taka nima vrednosti absolutne resnice. Poglejmo še kak drugi primer. Videli smo v mnogih medijih, naših pa tudi tujih, kako se je označevalo Maxa Verstappena. Ne v tej sezoni ali pa bolj v prejšnji, dajalo se mu razne nadimke. Čeprav je eden izmed največjih talentov, ki smo jih videli v Formuli 1 in ena izmed zvezd sedanjosti, niti ne toliko prihodnosti. A so se te, bom rekel, novinarji, komentatorji, kdorkoli zavedali, kaj so povedali še recimo pred eno sezono javno, pred publiko? Menim, da ne. In tudi razna spakovanja okrog Lewisa Hamiltona, kako komunicira federacijske zveze s svojimi inženirji, kako si pritožuje, kako za nekatere joče. Ja, prav, še zmeraj je vodilni v svetovnem prvenstvu. In po mojem osebnem mnenju, če se nekdo pritožuje in zmaga prvenstvo, se lahko pritožuje še bolj in zmaga kako prvenstvo več. Se strinjate z mano? Če je nekdo komu všeč ali mu ni všeč, je to subjektivna ocena. Tudi sam se zavedam, da marsikomu jaz nisem všeč in tako je tudi prav. A to ne pomeni, da je nekdo dober ali slab. Zato so seveda druga merila. In poglejmo še na koncu en sam primer, kateri bo značilen v naslednjih tednih. Sebastian Vettel. Ta je bil še pred tedni na koncu svoje kariere totalno izgubljen in sploh ni bil več pri stvari. A mislite, da se bo ta podoba sedaj po tej zmagi v Singapurju kaj spremenila? Sam menim, da isti mediji, ki so ga pred nekaj tedni stavili v nič,
bojo sedaj pravili, kako so bili zmeraj oni na njegovi strani in verjeli v njegov uspeh. Ja, in tu je prav, da navdušenci jih spomnimo, kaj so pisali, in ne toliko, da poudarjamo njihovo reševanje lastne kože. Namreč vsak se lahko zmoti, a prav je, da napake priznamo in se za njih opravičimo. In poglejmo še, preden zaključim, še en primer. Nico Hülkenberg. Označen je bil, sedaj ko je izgubil sedež, kot nekdo, ki si ne zasluži zapustiti Formule 1. In res ima dolgo kariero, v kateri je dosegel marsikaj, a zaenkrat še ni okusil tiste sreče biti na zmagovalnem odru v Formuli 1. Po drugi strani tisti Lance Stroll, s katerim sem začel ta prispevek, jih je. In kaj lahko iz tega povlečemo? Če Nico Hülkenberg si ne zasluži zapustiti Formule 1, zakaj mečemo iz nje Lancea Strolla? Vsaj toliko moramo biti objektivni, da uporabljamo ista merila za vse voznike, ali so nam všeč ali pač ne. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.